V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je 5. postna nedelja, zadnja nedelja pred cvetno nedeljo. Dobrodošli v cerkvi, kjer slišimo, da vedno zmagata ljubezen in svetla bodočnost. V tej cerkvi smo dobrodošli vsi. Rimokatoliki, pravoslavni, evangeličani, ostali kristijani, Judje, muslimani, verniki vzhodnih religij, ateisti, agnostiki, kozmoteisti, ne glede na vero, spol, narodnost, ideologijo. Zato sem rad v tej cerkvi, ker ta cerkev v svoji raznolikosti diši po ljubezni, spoštovanju, prijateljstvu, domu in nebesih. V Božji hiši smo se zbrali zato, ker v nemirnem in negotovem svetu najbolj potrebujemo Boga. Tu smo ljubljeni in sprejeti. Odrešenik Jezus je sedel za mizo z grešniki, učenci in izdajalci, hinavci in svetniki. Zdaj se pridružuje nam, da bi jedel z nami, zato moramo tudi mi odpreti srce drugim in drugačnim, ne pa graditi svojega malega sveta, kajti Bog je ustvaril tako velik svet, da mu sega do srca. Kajti Bog je ta svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri vabljeni na molitveno srečanje v cerkvi. V sredo 25. marca ob 19. uri vabljeni na predavanje z naslovom Preveč popolne mame, premalo prisotni očetje. Preveč popolne mame, premalo prisotni očetje. Ob letošnjem materinskem dnevu v naslednjem tednu bo duhovnica Katja Brkič Golob spregovorila o pričakovanjih, izzivih in pomenu starševske prisotnosti v sodobnih družbah. Predavanje je odprt prostor za razmislek o zdravih odnosih, odgovornem starševstvu ter podpori, ki jo potrebujemo v vsakdanjem življenju. Vabljeni tudi ne starši, pa tudi stari starši, pa tudi vsi ljudje dobre volje. Zato povabimo predvsem ljudi, ki so nam blizu, da zvemo kaj novega. Naslednjo nedeljo 29. marca ob 10. uri pa vabljeni na bogoslužje na cvetno nedeljo. Zapeli bomo pesem Pridite v njegove dvore. Pridite v njegove dvore, s hvalicom
Biblično vodilo današnje nedelje je iz pisma Hebrejcem 10. poglavje. Ker imamo zaupnost, da po Jezusovi krvi stopamo v svetišče in sicer po novi in živi poti, ki nam jo je odprl skozi zagrinjalo, to je skozi svoje telo, imamo tudi veličastnega duhovnika nad Božjo hišo. Poezija 43. psalma pa pravi: Prisodi mi pravico, o Bog, pravdaj se za mojo pravdo, ti si vendar Bog mojega zavetja. Zakaj hodim mračen, ko me stiska sovražnik? Pošli svojo luč in svojo zvestobo, ti naj me vodita, naj me pripeljeta k tvoji sveti gori, k tvojemu bivališču. Stopil bom k Božjemu oltarju, k Bogu veselja, moje radosti. Hvalil te bom s citrami, o Bog, moj Bog. Vabim k priznanju grehov. Naš Bog, tu, v tvoji hiši molitve in slave, pred tvojim obličjem je pokoj, mir v naših srcih in dušah, pa je mnogokrat v nemiru. Iz tega nemiru se rojevajo jeza, nepremišljenost, grobost, neučakanost, nestrpnost, prepir. To in vse naše zamujene priložnosti, naše opustitve, zablode in grehe prinašamo pred te in te prosimo: bodi usmiljen in se nas usmili. Kristus, usmili se. Amen. Zato nas besede milosti in slavospev tolažijo. Bog nas je namreč odrešil in poklical svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu. Zato slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog Oče, zavedamo se, da smo vsak dan znova odvisni od Tebe. Ker si bil pretekli teden z nami in smo izkušali Tvojo bližino, smo danes prišli pred Te, polni zahvale, s hvaležnostjo za Tvoj blagoslov in s prošnjo, da bi doumeli Tvojo voljo in živeli Tebi v slavo, bili bližnjim v pomoč, vsem pa v blagoslovu. Ljubeči Bog, pogosto se znajdemo v duhovni temi in se trudimo dojeti lepoto vere, a je naše razumevanje vere omejeno s prostranostjo naše domišljije. Zato potrebujemo Tvojo milost. Prosimo Te, obnovi našo vero, da bomo izražali brezmejno naravo Tvoje božanske ljubezni. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Draga Božja cerkev, v nadaljevanju bomo prisluhnili cerkvenemu mešanemu pevskemu zboru, ki bo zapel pesem Pred križem, na kar sledi berilo in naše skupno prepevanje.
Jakobova in Janezova prošnja. Kar stopita k njemu Zebedejeva sinova Jakob in Janez in mu rečeta: Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila. Vprašal jo je: Kaj hočeta, da vama storim? Odgovorila sta mu: Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici. Jezus jima je rekel: Ne vesta, kaj prosita, ali morata piti kelih, ki ga pijem jaz, ali biti krščena s krstom, s katerim sem bil krščen jaz. Odgovorila sta mu: Moreva. Jezus pa jima je rekel: Kelih, ki ga pijem jaz, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz kršen, bosta krščena. Tega pa, kdo bo sedel na moji desnici ali levici, ne morem dajati jaz, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno. Ko je to slišalo drugih 10, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje poganov, dajajo čutiti svoje gospodstvo in da se njihovi velikaši lastijo oblasti nad ljudmi. Med vami pa ne tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vsem služabnik. Saj tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Slišali smo berila iz Marka 10, 35 do 45 vrstica. Danes se ljudje veliko ukvarjamo sami s sabo, s svojim izgledom, ugledom, položajem, s tem, kako se mi počutimo. Pogosto se ujamemo v krog lastnih skrbi, bolečin in razočaranj. Naše misli se vrtijo okoli tega, kar nas teži, in zdi se nam, da je naša stiska največja in zato najpomembnejša. Tako postanemo slepi za človeka, ki stoji ob nas. Ne zato, ker ne bi želeli pomagati, ampak ker smo preveč obremenjeni sami seboj. Tako pa ne moremo služiti drug drugemu. V zadnjih vrsticah prebranega odlomka pa piše, da Jezus ni prišel na svet, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje. In tudi učencem Jezus pravi, da če hoče kdo postati velik, naj bo najprej strežnik. In kdor hoče biti prvi, naj bo vsem služabnik. Kdo pa je služabnik? V očeh sveta je služabnik tisti, ki je spodaj, podrejen, neopazen, brez prave moči. Njegova naloga je ubogati, izpolnjevati ukaze in zahteve in služiti interesom drugih, pogosto brez priznanja. Služabništvo je razumljeno kot nekaj manj vrednega, kot znak šibkosti. V luči evangelija pa je služabnik tisti, ki zavestno ljubi in se daruje. Ne zato, ker bi moral, ampak ker želi. Služenje postane izraz notranje svobode in odnosa z Bogom. Tak človek zna svoje breme izročiti Bogu, zato lahko vidi druge in jim pomaga nositi njihova bremena. Njegova veličina ni v oblasti, ampak v ljubezni. Če na kratko povzamem, svet pravi: služi, ker moraš. Evangelij pravi: služi, ker ljubiš. Božja beseda nas na več mestih opogumlja, naj svoje stiske ne nosimo sami. Tudi Jezus ni trpel sam, ampak je svoje življenje popolnoma izročil Očetu. Bog nas ne kliče k temu, da bi zanikali svoje bolečine, ampak da jih prinesemo k njemu. Ko mu izročimo svoje skrbi, ne izginejo čudežno, vendar postanejo lažje. Bog jih nosi z nami in naše srce, ki ga je prej zapolnjevala tesnoba, se začne odpirati za druge. Takrat pa lahko zares opazimo brata ali sestro ob sebi, njegovo tišino, njegovo bolečino, njegov klic po bližini. Takrat lahko postanemo orodje tolažbe, poslušanja in upanja. Postanemo Božji služabniki. In morda ne moremo rešiti vseh problemov drugega, lahko pa delimo njegovo breme. In zanimivo, ko pomagamo nositi breme drugemu, se tudi naše lastno breme olajša. Ljubezen, ki se daje, nikoli ne osiromaši, ampak vedno bogati. Naj nam bo zato Jezus zgled,
Učimo se od njegovih besed in dejanj. In sedaj nas vabim, da slavimo tega Jezusa, ki je za nas postal služabnik, zato pridimo pred njega z naslednjimi pesmimi in hvalnicami.
Dragi oče, hvala ti, ker nam ni treba samim nositi svojih bremen. Hvala, ker nas vabiš, da ti izročamo svoje skrbi, strahove in bolečine. Nauči nas zaupanja, da jih bomo res polagali v tvoje roke. Osvobodi naše srce, da ne bo ujeto samo vase, ampak odprto za ljudi okoli nas. Daj nam milost, da bomo videli stisko brata in sestre, ter jim znali stati ob strani. Naj bomo tvoje roke in tvoje srce v tem svetu. Tebi gre vsa slava, hvala in čast na vekov veke. Amen. Sledi utrinek za otroke. Kot smo slišali, sledi utrinek za otroke. Jezus je rekel, če ne bomo imeli naravo otroka, ne moremo priti v Božje kraljestvo. Torej smo v cerkvi, kjer posvečamo posebno pozornost otrokom in prav je tako, kajti vsi smo Božji otroci. Da vidimo, kaj imamo pripravljeno za danes. Kar veliko se vas je zbralo. Sem vesel, da vas vidim, zelo lepo je z vami sodelovati. Kaj vidite? List papirja. Kakšne barve? Bel. Torej, bel list papirja. Je na tem listu vidna kakšna črna umazanija? Ne. Vsi si želimo biti popolni, najboljši, najbolj uspešni, najlepši, najmlajši, najbogatejši. Sem vedel, da bo smeh sledil. Ampak v življenju ni tako. Nismo popolni in ni nam treba, da bi bili popolni, da bi se s tem obremenjevali, kajti popoln, brezgrešen je samo Gospod Bog. In Jezus Kristus, ki je živel tu na zemlji in nam to pokazal. Torej, ne moremo biti brez napak in vedno v šoli ne moremo imeti najboljših ocen in pri športu biti najboljši. Tako pač je v življenju. Ampak po naravi nam ni možno, da bi bili popolni, vendar narobe je, če načrtno ali nalašč, kot rečemo, delamo nekaj narobe. Kaj, recimo? Se spomni kdo, kaj lahko naredimo narobe? Kar bodimo pogumni. Recimo, prehitro vozimo in nas ujame radar. Ne upoštevamo pravil. V šoli prepišemo pri preizkusu znanja od sošolca in se hvalimo, kako smo uspešno pisali, sošolec dobi pa 2 ali cvek, ker smo narobe prepisali, napačno. Ali pa se zlažemo ali kaj prikrijemo in tako naprej. No, vsi smo grešniki in imam črn flomaster, s katerim bom prikazal naše napake. Ta črna barva bo prikazala vse tisto, kar delamo narobe, ker ne moremo biti popolni, ampak tudi takšni nismo radi. Poglejmo, ni več bel papir, ampak imamo črne madeže, črne packe. In zdaj hočemo to rešiti sami, na svoj način. Jaz sem prinesel čistilni robček, vlažen, ni samo navadna voda in skušam tole malo oprati. Kolikorkoli se trudim, ne morem sprati teh madežev.
in te črne barve, tako tudi nam, ljudem, ne uspeva. Ne z religijo, ne z ideologijo, ne s filozofijo, to nam govorim, ne vem, če oni še do tega pridejo. Torej z našimi poskusi, da bi skrili, prikrili, se potrudili, ker nam vedno ne uspeva in potem se še bolj greh razmaže. Na to vstopi Bog s svojo milostjo. Kaj pa je milost? Težko za razumeti. Milost je darilo, ne naše ali od koga drugega, ampak nezaslužena Božja naklonjenost. Tega ne moremo ne kupiti, ne narediti, ne prislužiti si z ničimer, niti tega obrazložiti in tudi težko to razumemo. Namreč, česar mi ne zmoremo in si nismo zaslužili, to dobimo kot dar. Milost prikrije naše grehe, naše napake, naše pomanjkljivosti. Pa poglejmo, da bi bilo naše srce spet belo in čisto, potrebujemo pokrivalo. Milost pokrije naše napake. Pravzaprav Božja ljubezen pokrije naše napake. Zdaj boš pa ti prišla, pa mi pomagala držati mikrofon. Le pridi. Tukaj blizu ust, da jaz nekaj naredim, pa se malo umaknemo, da nas bodo otroci videli. Takole, hvala. Kaj delam? Kaj delam? Pokrivam z milostjo naše napake. Tale milost je kar močna. Tale milost je kar močna, se je kar prilepila še za mizo. Poglejmo, ne vidijo se več nobeni madeži, nič od črnega flomastra, grehi so pokriti, pokrila jih je Božja milost. Čudovito Božje lepilo. In zadnje vprašanje imam za vas. Če je Bog do nas tako milosten, moramo biti tudi mi milostni do njega, do drugih ljudi in tudi do sebe. Predvsem do sebe, da si odpustimo, kaj ti teže je sebi odpustiti, morda kot drugim. Ko greste k verouku, pa veliko novega zvete še o tej milosti. Hvala lepa. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi in pred Božjo besedo bomo zapeli še pesem, ki govori prav o tem. Tvoja je.
Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Današnja pridiga nas bo povabila, da stopimo čez prag. Ena najlepših in resničnih zgodb o tem, kaj pomeni stopiti čez prag, se je zgodila Helen Keller. Helen Keller je bila ameriška pisateljica, predavateljica in izjemna osebnost. Pri 19 mesecih je zaradi bolezni izgubila vid in sluh. Živela je v popolni temi in tišini, dokler ni pri 6 letih k njej prišla učiteljica Anne Sullivan. S preprostim, a vztrajnim prstnim črkovanjem v dlan, torej pisanjem črk v dlan z pomočjo drugega učitelja, ji je odprla svet jezika in odnosov. Helen je kasneje celo diplomirala, postala je ena najvplivnejših zagovornic ljudi z okvarami in je navdihnila generacije. Njeno življenje dokazuje, da človek lahko prestopi prag nemogočega, če je nekdo pripravljen stati ob njem. Helen se je večkrat spominjala svojih prvih dni za učiteljico Anne. Predtem je živela v komunikacijski izolaciji. Ne ona ni razumela drugih, ne drugi nje. Iz tega so prihajali izbruhi jeze in trme. Ne zato, ker bi bila neposlušna, ampak ker ni razumela besed, odnosov, simbolov. Poznala je le majhen notranji svet občutkov in frustracij. Anne pa jo je počasi potrpežljivo vodila iz teme proti razumevanju, da stvari nosijo pomen. Prelomni trenutek, ki se je zgodil, je prišel 5. aprila 1887 pri vodni črpalki na pragu med hišo in vrtom. Anne je roko od Helen držala pod mrzlim curkom vode. V drugo roko pa ji je črkovala besedo V-O-D-A, po angleško water. Torej, eno roko je držala pod mrzlo vodo, v drugo roko je učiteljica črkovala besedo V-O-D-A. Najprej se je upirala, vendar Anne ni odnehala. Po eni roki je tekla voda, v drugi je čutila črke. In ko je dojela povezavo med občutkom in besedo, se je zgodil preskok. Kasneje je Helen zapisala: Ta živa beseda je prebudila mojo dušo, ji dala svetlobo, upanje in veselje ter me osvobodila. To ni bil trenutek čustvene vznesenosti, ampak zelo konkreten preobrat. Do tedaj je živela v svetu brez jezika, ujeta v tišino in nerazumevanje. Ko pa je spoznala, da ima vsaka stvar svoje ime, se je njej začel odpirati nov svet. Tisti prag, ki ga je prestopila Helen, je podoba praga, ki ga je povabljen prestopiti vsak izmed nas. Bog nas vabi, da iz varnega znanega prostora, iz izolacije, stopimo ven, kajti tam zunaj srečamo Kristusa. Kot bomo slišali v Božji besedi, ki jo bomo sedaj prebrali, iz pisma Hebrejcem, 13. poglavje, od 12. do 14. vrstice. Zato je tudi Jezus, da bi posvetil ljudstvo s svojo krvjo, trpel zunaj vrat. Pojdimo torej k njemu ven iz tabora in nosimo njegovo sramoto.
Saj nimamo tukaj stalnega mesta, ampak iščemo ono, ki bo prišlo. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu. Ko razmišljamo o tem prebranem odlomku, se vprašamo, zakaj avtor daje tolikšen poudarek besedam zunaj. Zunaj vrat. Pojdimo ven. V teh dveh izrazih se namreč skriva bistvo evangelija. V stari zavezi so mesta in šotorišča imela jasne meje. Znotraj je bil red, pripadnost, varnost, čistost. Zunaj tabora, zunaj mesta pa je bil prostor sramote, smetišča, bolezni in kraj bivanja zavrženih ljudi. In prav tja ven so odnašali žrtve za greh. Tja, kjer je bilo nečisto. In ravno tam, pravi pismo Hebrejcem, je umrl Jezus. Ne v templju, ne v mestu, ampak zunaj, na kraju, ki ga nihče ne bi izbral za Božje delovanje. Zgodnji cerkveni oče Janez Zlatousti je to povzel z besedami: Kristus z zunanjosti posvečuje notranjost. Kar pomeni, Bog začne tam, kjer ga človek najmanj pričakuje. Med ranjenimi, zavrnjenimi, prezrtimi. Na to avtor pisma Hebrejcem reče nekaj izjemno močnega. Pojdimo k njemu ven iz tabora in nosimo njegovo sramoto. Kaj to pomeni za nas danes? To pomeni, da kristjan ne živi iz udobja, ampak iz zvestobe Bogu. Ne ostajamo v svojem taboru, v znanih krogih, navadah in predsotkih. Kristusa ni več tam. Kristus je zunaj. Luther je dejal, Bog je skrit v sramoti križa. In če hočemo biti pri Bogu, moramo biti pripravljeni stopiti ven. Tja, kjer je stiska, drugačnost, tišina, osamljenost, krivica. Tja, kjer ni aplavza, ampak pogostokrat nerazumevanje. Vendar zakaj bi to kdo sploh naredil? Zakaj bi Kristusa iskali tam zunaj naše varnosti, navad, naših pogledov? Tudi na to odgovori pismo Hebrejcem. Saj nimamo tukaj stalnega mesta, ampak iščemo ono, ki bo prišlo. Ta svet ni naš končni dom. Mi smo, kot pravi cerkveni oče Avguštin, romari Božjega mesta. Zato ne vlagamo vsega truda v varnost in priznanje, kajti vse to mine. Iščemo mesto, ki ostane. In prav tam, kjer se odločimo stopiti ven iz svojih taborov, nas Kristus posvečuje. Če bi ta prebrani odlomek povzeli, bi rekli, Kristus je zunaj. Zato stopimo ven k njemu, k ljudem v resničnost. Ker vrednote, ki so večne, niso udobje in ugled, ampak zvestoba in ljubezen. Ko slišimo, da je Jezus trpel zunaj vrat, nas pismo vabi. Pojdimo k njemu ven iz tabora in nosimo njegovo sramoto. In smo postavljeni pred odločitev. Ali bomo ostali notri v svojem mehurčku, ali pa bomo šli ven. To je trenutek izbire. To je prak. Prak ni dnevna soba in ni ulica, ampak je kraj odločitve. Kraj, kjer se človek nagne naprej in presodi, kaj storiti, ostati ali stopiti dalje. Besede iz pisma Hebrejcev nas postavljajo na ta prak. Odločamo se med tem, ali ostanemo v taboru ali stopimo ven k Kristusu. Božja beseda nas izzove. Eno roko imamo zunaj v mrzlem vetru, drugo roko pa imamo notri v toplem zavetju.
V stari zavezi je bila svetost notri, v taboru, v templju, v skrinji zaveze. Zunaj pa je bila nečistost. Nova zaveza pa to obrne na glavo. Kristus odreši in posveti svoje ljudstvo zunaj vrat, tam, na križu. Tam, kjer smo pričakovali sramoto in jo tudi videli, se razodane Božje usmiljenje. Božji sin, nemočen in obešen kot zločinec, je postal poosebljena sramota, a prav tam se razlije milost čez vse. Nenazadnje se je izkazalo, da je sramota križa v bistvu prag, preko katerega človek lahko stopi k Bogu. Da bo Božja zgodba odrešenja še bolj jasna, se za trenutek ustavimo pri samem simbolu praga in njegovem mestu v človeški zgodovini. Prag, vsi ga imamo doma, vsi stopamo čez njega vsak dan. Tudi ko smo prišli danes v cerkev, smo stopili čez prag cerkve, prag večnosti. Prag je torej v vsaki arhitekturi skoraj običajen, vendar neopažen. Hkrati pa je eden najstarejših simbolov človeške kulture. V številnih okoljih ga razumejo kot mejo med dvema svetovama, med domačim in tujim, med znanim in neznanim, med svetim in vsakdanjim. Položaj na pragu pa pomeni nekaj umestnega. Človek ni več notri, ampak še vedno ni zunaj. Prav ta umestni položaj ima v različnih tradicijah poseben pomen. V najstarejših civilizacijah se prag pojavlja kot ranljiva točka doma. Zato so v Mezopotamiji na pragove postavljali male varuhe, ki naj bi preprečevali vstop zlem silam. V starem Egiptu so pragove označevali z imeni božanstev, s čimer je prehod dobil tudi znak pripadnosti, komu pripadam. V starojudovskem izročilu poznamo motiv praga v pashalni noči, ko kri na podbojih označi mejo med pogubo in zaščito. Prag je dobil pomen odrešitve. Mitološke in folklorne pripovedi pogosto izberejo prag kot prizorišče prehoda. V grškem izročilu Odisej ob vrnitvi na Itako simbolno prestopi prag doma kot znak preobrazbe. V severnoevropskih običajih je prag prostor obljube in zaščite doma. To pomeni, da nepovabljen prestop praga pomeni vdor v notranjost, pomeni sovražno dejanje. Na Japonskem so znana vrata tori, velika rdeča lesena vrata v obliki portala, ki označujejo prehod v sveti prostor. Evropska ljudska izročila pragu pripisujejo posebne drže. Sedenje na pragu se razume kot neprimerno. Poznamo izraz postopati ali sloneti na pragu, ki ga povezujemo z brezdeljem. Poznamo tudi običaj, da mora nevesto ženin prenesti čez prag. To je znamenje vstopa v nov dom. V nekaterih okoljih mrtvih ljudi ne nosijo skozi glavna vrata in čez glavni prag, zato ker želijo, da prag ostane prostor za žive. V teh običajih se prag kaže kot majhen obredni prostor. Prag je res umestni prostor. To je trenutek prehoda, ko staro še ni povsem odloženo, novo pa še ni zares se začelo. Zato so trenutki, ko človek stopi čez prag, pogosto neudobni, a polni možnosti. Na pragu se stvari pokažejo jasneje.
Zato so ljudje v starih časih pragove zaznamovali z znameni, blagoslovi, z dotikom ali s tišino, kakor da bi slutili, da prehod čez prag pomeni več kot samo fizični korak. Tudi naše slovensko okolje dobro pozna to govorico praga. Prag med javnim in domačim. Na pragu se pozdravljamo, na pragu se tudi poslavljamo. Na pragu se običajno ne zadržujemo, ampak samo čez njega stopimo. Ko starši prvič prinesejo dojenčka domov, je prestop praga tih trenutek sprejema. Dom se odpre novemu življenju. Tudi tam, kjer so nekoč rojevali doma, je bil prag naravni prostor pozdrava. Sosedje so novega člana pogosto najprej pozdravili pri vratih. Tudi ob smrti se prag spoštuje kot meja slovesa. Vrata hiše postanejo kraj tišine, prehoda in spoštovanja do pokojnika ter tistih, ki ostanejo. V času velikega izseljevanja Slovencev je bil prag zadnja točka domačega sveta. Tam so se zgodili zadnji objemi in pozdravi. V vojnih letih pa je prag deloval kot črta varnosti, saj so se prestrašeni ljudje skrili za prag, za vrata. Na pragu so tudi matere spremljale sinove in može, ko so odhajali v vojsko. V kmečkih hišah je prag jasno ločeval dom od dela in je bil vsakdanji prostor kratkih srečanj in dogovorov, kaj bomo danes delali. Iz tega sledi, kar smo že omenili, predolgo zadrževanje na pragu, slonjenje na pragu vodi k brezdelju. Prag je torej prostor, kjer se začne nekaj premikati, kjer se besede začnejo spreminjati v dejanja. Lahko rečemo tudi, da na pragu človek še stoji v starem, a že vidi novo. Tudi prvi slovenski evangeličanski duhovnik Primož Trubar je bil človek pragov. Nenehno je prehajal med Dolenjsko, Ljubljano, Trstom in Nemčijo, vedno na poti, vedno med notri in zunaj, med starim in novim, saj je bilo njegovo življenje niz selitev in izgonov. Zato je moral vedno znova in znova stopati čez pragove. Zato lahko rečemo, da se je slovenska knjiga rodila na pragu, med domom in tujino, med varnostjo in negotovostjo. Kaj pa reformacija nasploh? Tudi ona se je začela na pragu. Saj je duhovnik Martin Luther leta 1517 na vrata Wittenberške cerkve pribil 95 tez in odprl vrata premikom, ki so spremenili svet. Prag je torej kraj, kjer se je zgodovina spremenila. Kaj pa Sveto pismo? Tudi v Svetem pismu prag ni le del stavbe. Je meja, na kateri se je odločalo med življenjem in smrtjo. Prostor, kjer se človek sooča z Bogom, samim sabo, z resnico. Že na začetku v Genezi se prag pojavi tiho, a ostro. Kain stoji pred vrati, v srcu ima nemir in sliši besede. Greh preži pri vratih, a ti ga obvladaj. Tam na pragu se je Kainovo srce obrnilo proč od Boga in od brata Abela. Tam se je odločil, da bo v njegovo srce vstopilo zlo. Tudi v Eksodusu, v drugi Mojzesovi knjigi, prag postane točka odrešenja. V pashalni noči je kri na podbojih znamenje zaščite. Gospod bo videl kri in šel mimo. Zaradi te krvi so se lahko rešili suženjstva in odšli na pot. Od tedaj na vrata polagajo majhna ohišja, v kateri je zvitek, na katerem piše Šema Israel, da bi Jude vsak prestop čez prag spomnil na besede.
Gospod je naš Bog, Gospod je edini. Ko človek prestopi prag, se spomni, da vstopa in izstopa pod Božjo zaščito. Tudi drugi starozavezni pisci dajejo prag velik pomen. Pri Izaiju se ob razodetju Boga pragi vrat tresejo. Ko Božja slava vstopi, se pragovi premaknejo. Pri Ezekijelu iz praga templja priteče voda, ki oživlja suho deželo. Prag je kot izvir, iz katerega teče svetost. Prag je tudi kraj sodbe. Kip tujega boga Dagona pade, glava in roke ležijo na pragu. Zato Filistejci ne stopajo na prag. Sefanija opozori tiste, ki skačijo čez prag, da prag ni igrača, je kraj resnosti, pravice in spoštovanja. Tudi psalmist se zaveda pomena praga, ki ga povezuje z bližino, ko pravi: raje ostanem na pragu hiše svojega Boga, kakor da bi stanoval v šotorih krivičnosti. Biti vratar je mala stvar, a hkrati največja, kaj ti pomeni biti tik ob svetem, tam, kjer se Bog dotika, srečuje s človekom. In končno, v Novi zavezi v evangelijih prag dobi ime. Jezus reče: jaz sem vrata. Jezus je živi prag. Skozi njega človek vstopa v življenje. Trkajte in se vam bo odprlo, pravi. In hkrati ozka so vrata. Prag je resničen, a ni razkošen. V razodetju Kristus stoji pri vratih, na pragu in trka. Ne podira vrat, ne preskakuje praga, ne vsiljuje se, ampak čaka. Prag je torej prostor odnosa. Bog trka, človek odgovori Bogu, ki stoji na pragu. In potem pridemo do odlomka iz pisma Hebrejcem, ki smo ga prebrali. Tu se vse obrne. V stari zavezi je sveto notri, nečisto je zunaj. Zdaj pa kar naenkrat slišimo: Jezus je trpel zunaj vrat. Pojdimo k njemu ven iz tabora. Nimamo tukaj stalnega mesta. Zunaj postane kraj Božjega delovanja. Prag mesta se zamaje, hierarhija se zamenja. Kristus nas posvečuje od zunaj. Meja med notri in zunaj ni več zaščitena z obrambnim zidom, zavesa v templju se ob Jezusovi smrti pretrga na dvoje. Prag ni več kraj ločevanja, ampak kraj posvetitve. Kajti Bog ni več samo notri, ampak je stopil čez prag. Tako tudi danes. Bog stoji na pragu in kliče človeka. Ne preži na pragu na nas, kdaj bomo naredili kakšno napako, ampak čaka, da se mu približamo, da pride do srečanja. Zveni znano? Bog, ki stoji na pragu. Seveda, to je prilika o izgubljenem sinu. Ena najmočnejših zgodb Svetega pisma in celo svetovne literature. Ta prilika nam razloži, zakaj je Kristus prestopil prag in stopil ven. Tam je namreč iskal izgubljenega sina, mene in tebe, da bi nas pripeljal nazaj domov. Predstavljajmo si očeta na pragu, ne v salonu, ne za mizo, ampak na pragu. Njegove oči so naučene gledati daleč, vsak dan znova. Prag je postal njegov opazovalni stolp, njegov oltar čakanja. Nekega dne se na cesti dviguje prah. Silhueta človeka se približuje. Obraza oče iz praga še ne prepozna, glasa še ne sliši. Samo gibanje, ki pa je znano očetovi ljubezni. Oče ne čaka protokola, ne preverja, ali je sin skesan, ali ima govor. Oče preskoči prag, steče in v svetu, kjer starejši moški ne tečejo, je bila to velika sramota.
Ampak prav to je evangelij v akciji. Oče vzame sramoto nase, da ne bi sin se počutil osramočen. Vse, kar je bilo zunaj, nečisto, sramotno, je oče vzel nase, da bi nas izgubljene pripeljal noter v dom, v občestvo, v mir. Ko oče v tej zgodbi o izgubljenem sinu le tega objame, prah izgubi ostrino. Meja, ki je ločevala zunanjost in notranjost, postane milost. Očetove roke so balzam in ko oče sina popelje čez prag nazaj v hišo, hiša spet zadiha. Sandali, prstan, plašč, glasba. Sin se je čez domači prag vrnil v očetov objem. A zgodba s pragom še ni končana. Starejši sin stoji na pragu in noče vstopiti v hišo. Oče gre znova ven, spet gre na prag. Spet sramota pogovora pred hišo, kjer bi moral biti zgled reda. Oče ne izsiljuje, prosi. Evangelij nam pokaže dva izgubljena sina. Enega v daljavi in enega na domačem pragu. In istega očeta, ki dvakrat prestopi prag, da bi oba pripeljal v svoj dom. Zato je slika očeta na pragu naravnost kristološka. Oče dvakrat stopi ven k mlajšemu izgubljenemu v daljavi in k starejšemu izgubljenemu pred hišo. Kristus zunaj vrat objema oba. Tiste, ki so zablodili daleč in tiste, ki se zataknejo, slonijo na pragu lastne pravičnosti. Kristus nosi sramoto, da bi nam odprl veselje. Stopiti čez prag pomeni nositi križ. Tanka boleča črta med smrtjo in življenjem, med obtožbo in odpuščanjem. Ko Kristus stopi ven in vse izgubi, celo svoje življenje na križu, tedaj človek, ki je bil zunaj, dobi plašč, dostojanstvo, prstan, ki je simbol sinovstva, sandale, ki pomenijo svobodo, in mizo evharističnega veselja. In to je pot odlomka iz pisma Hebrejcem, ki pravi: pojdi ven k Kristusu, da boš vstopil z njim. Ta odlomek iz pisma Hebrejcem, kot tudi zgodba o izgubljenem sinu, sporočata, da je Kristus šel ven, kot oče v zgodbi, ki gre čez prag, ko zagleda izgubljenega sina, ki se vrača. Svetost Božja se ne zapira v notranjost, ampak gre ven. Nosi sramoto zaradi nas, da bi mi smeli vstopiti v večno veselje, v naš nebeški dom, na jagnjetovo gostijo. Ta prag, na katerem stoji Bog, danes predstavlja cerkev. Cerkev, ki zastopa Kristusa, vrata k Bogu. Cerkev zato ni zid, ki ločuje, ampak prostor, ki povezuje. Cerkev je prag večnega življenja. Pri cerkvi pa je ena posebnost. Ima vrata, ki so odprta na obe strani. Navzven, ker Kristus zunaj vrat še vedno išče izgubljene, ranjene in pozabljene, zato gre cerkev tja, kjer je Kristus, na robove, na ceste, na pragove človeških življenj. Ima pa cerkev vrata odprta tudi navznoter, ker oče še vedno vabi gostij, da bi tisti, ki so bili daleč, našli dom, da bi starejši sinovi našli prostor, da bi se hiša napolnila z glasbo veselja. Zato cerkev stoji na pragu kot prostor, kjer Bog stopa ven k človeku in kjer človek stopa noter k Bogu. In kdor prestopi ta prag ven v služenje, noter v občestvo,
stopa v dinamiko Božje ljubezni. Kristus, ki je šel ven, da bi nas pripeljal noter. Dragi bratje, drage sestre, vsak od nas pogostokrat obstoji na pragu stisk, na pragu odločitev, na pragu, na katerem obstanemo. Na tem pragu čutimo napetost med strahom in med tem, kam nas kliče Bog. Na tem pragu se srečata naš stari svet zagotovil in varnosti in novi svet Božjega povabila. In na tem pragu nam Kristus ne obljubi varnosti, ampak predvsem svojo navzočnost, da bo z nami. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Gospod Jezus Kristus, ti, ki si stopil ven, nas vabiš, da te tam zunaj srečamo, sredi ranljivosti, teme in zapuščenosti. Hvala ti za vse pragove, kjer se ustavimo in prisluhnemo tvojemu klicu. Daj, da bi na njih prepoznali tvoj glas in pogumno naredili korak, kakor nas vodi tvoja ljubezen. Utrdi nas v zaupanju, da na nobenem pragu nismo sami, kajti ti greš pred nami in nas spremljaš. Naj tvoj mir, ki presega vsak varuje naša srca in naše misli. V Kristusu Jezusu. Amen. Preden sklenemo bogoslužje, bomo zapeli pesem Ostani z mano. Ta pesem že več kot stoletje predstavlja spremljevalko ljudi na pragovih žalosti, strahu, bolezni, vojne, pa tudi na pragu poguma in zaupanja Bogu. To pesem je napisal angleški duhovnik Henry Francis Lyte leta 1847, tik pred svojo smrtjo. Ko je čutil, da se njegovo življenje izteka, je hodil ob obali in molil besede iz Lukovega evangelija. Gospod, ostani z nami, kajti dan se nagiba. In prav tam na pragu večera in svojega življenja je napisal to pesem polno tolažbe. Tudi mi jo zdaj zapojmo kot svojo prošnjo, ki se glasi: Gospod, ostani z nami.
Tudi z Jezusovo molitvijo Oče naš bomo stopili čez prag, ne bomo ostali na pragu, stopili bomo v Božje srce. Jezus nas je učil takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.